to pa. Ne bi nehal, ne bi dozil. Čak, moramo iti. O, fantja, ste vi tukaj že od lansk let? Jaz sem še isto oblečen. Ja, Ni res, snemamo novo sezono. 8. To 8, se pravi, da smo tle že 8 sezon, ne od lanskega leta. Bine, malo manj. Jaz sem malo manj, no, ampak ja, počutim se pa to, da sem skozi. Moram te dva kle zraven prenašati, ne, pa se ste super. Hvala, Bine. Kaj bi ti brez znaja, a? Kaj bi pa vi radi? Ja, jaz imam 24 vprašanj za vas, a ste pripravljeni? A za vsega 24 ali za vse skupaj 24? Ne, malo sem vas razdelila, pa bi bilo res preveč. Okay. Zdaj pa je, samo eno vprašanje imam jaz tudi za njo, pa je, da si diva interneta, je to res? Ne vem, kje si to slišal, Karim, ampak po nisi mojem je maila danes prebrala? fokus na vas treh. Studijski duhovi pa škratki v tem A to govorijo. pomeni, da moramo mi odgovarjati na vprašanje, ker mi smo navajeni spraševati. Ja, ful sprašujete, tako da a mi dovolite, da jaz danes vas vprašam? No, Ajde. Dovolimo, a lahko jaz začnem, ker bi No, rad brez. A ne gre? Mal bi v intimi. A bomo ponavljali? Ne bomo. no, daj, Luka, pridi. Okay. Ok, daj povej mi, kakšni so letošnji tekmovalci? Pravzaprav se še malo spoznavamo, tako da predlagam, da jih skupaj spoznamo, ko boste gledali Masterchefa. Ok, kaj pa letošnja sezona, kaj lahko pričakujemo? Od letošnje sezone lahko pričakujemo to, da bomo kuhali, pa da se bomo luštan imeli. Je pa vmes, mislim, da kar nekaj zelo dobrih tekmovalcev. Ok, daj, da ne bo samo Masterchef. Ok. Luka, brez česa ti ni živeti. Men! Joj. Največkrat se zalotim takrat, ko razmišljam o jadranju. Res bi to mi toliko manjka, ali pa bi šel, takoj bi šel jadrati. Ok, ampak kakor sem pa na Instagramu videla, si navdušen tudi nad zimskimi športi. Sem nad zimskimi in to je smučanje. Oziroma zdaj pravzaprav zelo rad v zadnjem času hodim turno smučati. Ok, in če bi lahko bil svetovni prvak v kateremkoli športu, a bi to bilo turno smučanje? A je lahko poletni šport? Ja, lahko. Pol bi šel kar na jadranje. Ok. Zdaj smo na olimpijskih dobili kar nekaj kolajn. Če Ja. bi ti lahko razvajal naše športnike, s čim bi jih pocrklal? Pravzaprav je bilo že zelo blizu, da bi jih razvajali, prav te, ki so dobili kolajne, ampak je korona odnesla slovensko hišo v Pekingu, tako da smo zdaj mi doma, oni tam, drugače bi pa verjetno jim spekli potico. Potico bi spekli. Ok, kaj pa šmoren? Šmoren pa v Ljubljani, recimo odprta kuhna, na kakšnem praznovanju dobrem in tako naprej. Daj mi povej, kaj je skrivnost tvojega slavnega šmorna. Ščepec ljubezni. Ok. Zdaj pa tako, Karim je car sladic. A Ja. je boljši tvoj šmoren ali njegov? Karim je... Ali ga si stle? Tle sem, da slišam. Karim je cel šmoren, ampak naš je tisti, ki ga lahko poješ. Karim je pa car v sladicah. Ne, vi delate šmoren, pač Za denar. jaz delam pa carski praženec, ne. Malo razlike. Vi imate jezerško šmoren, je tako? Je tako. Je malo drugače. Je. No, mi doma rečemo pa naredimo carski praženec. Ok, se priporočam, da mi date na poskus oboje, pa bomo videli, kako je. Karim, ko smo pri šmornu, pri pražencu, očitno ga obožuješ, kaj pa je tisto, kar ne maraš? Česa jaz ne maram, a veš, česa jaz ne maram? Ne maram, se pravi, kakšne pljučka v omaki, tega ne maram, potem pa ne maram ajmoht. Ajmoht, to je, ne vem, sploh kva je to. To je neka piščančja obara, ki me spominja na otroštvo, ki je stara mama naredila. In tam je pol kost je plavala levo, koža desno, na vrh je bilo toliko muščobe, v glavnem tega ne maram videti. Ok, a je kaj, kar pripravi tvoja žena in ti ni všeč? Ne, po moje, da ni nobene take stvari. Vse pojem, kar se tudi na meni malo vidi. Oho, bravo, no, ampak kakor vidim, si shujšal, tako da Ja. mi povej, kaj si trenutno sam sebi najraje pripravljaš. V bistvu si pripravljam, kaj pa vem, vse, sam da je od tega precej manj. Rečemo, je pa res, da zadnje čase mi bolj paše solata. Že zaradi tega, ker tukaj, ko snemamo, je ogromno nekega okušanja in tako naprej in paše pol nekaj svežega, da pojem. Aha, se pravi, ni samo zaradi diete. Ne, ni samo zaradi diete, so tudi zaradi drugih stvari. Ok, prej sva omenila tvojo ženo, povej mi, a se še spomniš, kaj je bila prva stvar, ki si jo pripravil njej, da si jo osvojil? Tega bo letos 28 let nazaj. Oho. In če sem čisto odkrit, se ne spomnim. Včasih se ne spomnim, kaj je bilo prejšnji teden, kje šele, kaj je bilo 28 let nazaj. Dobro, v redu.
Nisi mi kaj dosti povedal o svoji dieti, s katero si čestitam, tako lepo shujšal, ampak daj povej, ti si mojster slaščic, pa valjda si nisi odpovedal sladkorju. Ne, nisem se odpovedal sladkorju, v bistvu se ničemur nisem odpovedal, zaradi tega, ker izhajam iz enega dejstva, da je treba biti zmeren in poskušam biti zmeren, se pravi, če sem prej pojedel kos torte, zdaj pojem samo en košček torte. Če sem prej pojedel tak steak, zdaj pojem tak steak. Se pravi, tako duša kot telo sta zadovoljna, ker mora jeti eno z drugim. Laže. Ok, tamle se Luka dere, da lažeš, jaz ti pa verjamem, Karim, ker se ti vidi. Res je, Luka ima, zgodba je sledeča. Midva skupaj že delava 8 sezon in vsako leto se midva pregovarjava okoli kilaže, ker so oba dva majčkeno ubavtana. In smo že vagali, smo se, obešali smo srajce, katero bi jaz mogel obleči po koncu snemanja in tako naprej. No, letos mi je pa končno to ratalo in Luka je zdaj majčken je faušljiv. Aha, malo je faušljiv, ker zdajle se tam vzadi se važi z nekim zdravim jabolkom. Jabolko je. Bomo videli, kako bo šlo njemu. Veš, kako je, to je sam zdajle, ki se ga snema, ki se ga pa ne snema, je pa malo bolj narezane stvari. Aha, je narezane, sem hodila reči, če je v ateljeju Karim, ampak očitno ne. Zdaj smo nazaj v studiu, povej, koliko si pogrešal vlogo sodnika? Vlogo sodnika, veliko vlogo sodnika sem pogrešal te dva moja kolega, ker jaz sem vsak dan sodnik, če ne drugega pač izdelkom, ki jih delamo in jih pač tam je treba presoditi, a grejo naprej ali ne grejo naprej. Tako da bolj, to sem pogrešal pač Bineta in Luko. Ja, lepo. Imamo se fajn, ne? Zelo lepo. Med vami tremi ti veljaš za bolj prijaznega, a pa si kdaj razmišljal, da bi bil bolj podoben Binetu, recimo, ki velja za najbolj strogega? Ne vem, če bi jaz lahko bil podoben Binetu, ker... Bine, sam eden, mogoče bi bil rad toliko suh, kaj jaz zdaj. Ampak mi gre dobro si dobro. Pač, ja, grem. Po mojem bi oba z Luko bila rada tako suha, kaj jaz, pa ne gre, ampak še bo treba solatke papati. Dobar je. Dej, Bine, ker sem rekla, da veljaš za najbolj strogega. Pa zakaj si ti tako strog? Pa kdo pravi, da sem jaz strog? No, vsi govorijo, kako je Bine strog. Ne, Bine je zahteven. Jaz sem zahteven, ampak po mojem tako strog pa nisem. Kaj jaz vem? Ne, nisem strog. Jaz nisem strog. Prav! Ok, prav, ni se treba dreti, ampak dej pa povej, no. Kaj pa, spet nekdo se dere, da lažeš? Spet lažem. Tale Luka hoče ful pozornosti danes. Ja. Si oče 2 otrok. Kaj pa kot oče? A si strog doma? Ma ne, jaz sem doma kar kul. Jaz mislim, da sem tisti foter, ki se zna spustiti na otroški nivo, ki zna z njimi jadrati in reševati probleme njihove in tako naprej. Po mojem ne, čeprav sem že najdel v tajdini sobi tak velik A4 format, ki najbolj sitenati na svetu, pa tako naprej. Nisem strog, pa tudi doma ne. Ok, ampak sej Instagram govori zase, večkrat objaviš, da se v kuhinji družiš s svojimi otrokoma, tako da ti verjamemo. Zdaj mi pa povej, kaj je prva stvar, ki si jo naučil pripraviti? Dej, Katja, dej poglej, kar ima tam mesaja, ne. Sam spremljam, kaj bo povedal. No sej, toliko o tem, kako nam je luštan klele. A me lahko še enkrat vprašaš, prosim? Ja, nisem vedela, da si pozabil. Kaj je prva stvar, ki si naučil svoje otroke pripraviti v kuhinji? Da poskrbita sama zase. Ne vem, najprej večerjo, jajčka, pa zajtrk, čokolino, to so te stvari, da meni zjutraj ni treba zgodaj vstajati. Ok, pošteno. Kaj pa je prva stvar, ki si jo pripravil, ko si bil ti majhen? Moja prva kuharsko knjigo sem dobil pri 7 letih. Otroci kuhamo in pečemo ali kuhajo in pečejo, ne vem, in noter je bananin šejk. To daš banano, zmiksaš skupaj z jogurtom, pa na koncu posuješ s kakavom. Top! Ok, zelo osnovno, ampak ne ti bo. Čak malo. Ja, pa sem pričakvala več mogoče od tebe. Škampke, a? Tako, ja, tako. Povej, kaj pa tvoj najljubši recept, ki ga zdaj pripraviš? Kako misliš zdaj? Jaz ne kuham že nekaj časa. Ne, doma, drugače zdaj zadnje čase ful rad kuham. Najljubši recept je v bistvu, veš, tisto, ko odpreš hladilnik, pa ven zmečeš na pultu vse, kar vidiš in iz tega nekaj pripraviš. Mogoče bi temu lahko rekel svaštaraš. Ok, se pravi, bi zmagal v tistem izzivu v Masterchefu, ko imaš hladilnik s par stvarmi in je to to? To je moja specialiteta, to obvladam. Povej mi, Bine, kakšno glasbo si zavrtiš, ko kuhaš?
Zadnje čase res poslušam indie rock. Okay. To mi je nekako kul, pa ne vem, kako da sem do tega prišel. Mogoče zaradi tega, ko hodim v hribe, imam slušalke gor in me ta muzika res tako napolne. In mi je top. Okay, a pa mi danes samo zame zapoješ svojo najljubšo pesem? A ja, jaz da bi pel tep ali kako? Ja. Jo! A bi rada videla, da ugasnejo tale internet, pa da mi gledajo do konca. To pa še mene zanima. To pa še mene zanima. No, pejte samo oba, pejte samo pa bomo... Tiham zapel. Pa bomo eno našo. No, dajmo, Eno moški pevski zbor. No, ti začni. Nočne sence se poslavljajo v mrak, megli nad vodo star mlin, pa sem zafušal... Vidiš, se znaš. Ne, Kreslin je to, pa veš, zdaj sem ga užalil, ker sem fušal. No. Dobro, ampak lej si se pa potrudil, tako da se To se da zahvaljujem. malo zrezati pa pol. Nič Mislim, ne da je bomo boljše, rezali, da vse ostaneš pri ostane kuhinji. noter. Ne pri petju. Vsak Ja, ne dela jaz mislim, svoje, bolj, prav, fantje? Vsak ne dela tisto, kar zna. Ok, se strinjam. Dajmo samo še za konec eno težko vprašanje. Kdo od vas treh najbolje kuha? To se ve, a ne, ta star. Jaz imam to old school mal, pa new school, pa... Sem lahko pošten. Ja. Edin Bine je povabil enkrat k sebi na vrt. No, a je res? Edin A je svoje res? smo jedli. Edin moje sta zares jedla. Jaz sem Tako. povabil vaju domov in sem jaz skuhal, spekel, piknik smo naredili, to bo tradicija. A veš, to bomo mi zdaj tradicionalno počeli. Ja, valjda. Sam Mi takrat je bilo... trije, lahko, mi No, ne. trije smo 3 mesece skupaj na snemanju in se pol toliko naužijemo en drugega, da cel let ne rabimo, da se vidimo. Veš, mi izhajamo iz enega dejstva. To sem slišal od Rolling Stonesov. Zakaj oni toliko časa delujejo? Pa zaradi tega, ker v privat življenju se zelo malo družijo. In mi se v privat življenju zelo malo družimo, ker se 3 mesece tukaj gledamo in po mojem, da si vse povemo, vse joke gremo skozi. Pa je pa fajn, da je malo pauze. Fajn je, da tudi kaj delamo, ne? Fajn, da tudi kaj Ki treba, kot sem jaz s elektriko plačati.